odigrali briljantni prvi polčas, glede na kader, kakršnega imamo. Ponovila se mi pa zgodba iz Polzele, katastrofalna tretja četrtina, kjer smo praktično to tekmo tudi izgubili. Samo po sebi pogledano pa definitivno tako hudo izgubljen skok v domači dvorani, ter katastrofalni prosti meti so seveda premalo, da bi lahko presenetil ekipo iz Laške. Mi smo prvo polčas smo se držali dobro, igrali smo dogovorjeno, tako kot smo se dogovorili. Drugi polčas zopet v tretji četrtini isto kot proti Polzeli nam je popustila koncentracija in zopet so Vaščani naredili razliko in nismo se mogli približati več do konca tekme, potem še je sam potek tekme naredil svoje in razpadli smo se v tekmo. Tako, v Laškem sem začel svojo kariero, v Laškem sem igral 7-8 let, definitivno je to moj matični klub in hotel sem se izkazati po čim boljših močeh, ampak dejavniki, ki so bili na tekmi in so pač naredili svoje. Ja, slišali smo se v sredo, ampak ni pogovor tekel v tekmi, ampak zgolj na bratski ravni. Slovan ima že bogato tradicijo dela z mladimi. Ta tradicija, sam sem v Slovanu že preko 30 let, ta tradicija pa je še daljša in želimo, da to nadaljujemo. V preteklosti je, da delamo z mladimi, nas je pripeljalo do tega to, da pač vzgajamo svoje igralce. Produkcija igralcev je cenejša in uspešnejša kot nakupovanje drugih tujih igralcev. Slovan je nenazadnje stalno delal z nekaj manjšimi sredstvi in tako, da se je ta produkcija vedno izplačala. Skozi Slovana je v vseh teh letih res šlo mnogo igralcev, velika množica povprečnih, ogromno dobrih in pa nekaj tudi vrhunskih košarkarjev. Če te, ki so še danes bolj znani in jih te generacije poznajo, so vsekakor Rašo Nesterović, Jaka Laković, brata Dragić, Rupnik, Fajić, Maravić. Da smo lahko proizvajali tako vrhunske igralce in kvalitetne igralce, smo vsekakor morali ustvariti pogoje za to. Skratka, ti mladi fantje morajo imeti na razpolago objekt, dobre trenerje. To mislim, da zagotavljamo skozi vsa leta, več ali manj uspešno. Tudi danes imamo pri tem delu z mladimi resnično dobre trenerje, od najmlajših do mladincev in pa tudi pri članih stremimo za tem, da imamo trenerje, ki zaupajo mladim, ki jim dajo priložnost za igro in za njihov nadaljnji razvoj v članski kategoriji.